Gledalke in gledalci, danes se obeta podpis sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027. To pomeni, da bomo govorili tudi o denarju. Koliko, na kakšen način se bo delil, pa bo povedal naš gost Marko Koprivc, državni sekretar v službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Najprej dobro jutro in lepo pozdravljeni. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Prihajate iz Ljubljane, kako se počutite v Šaleški dolini v Velenju, za katerega pravimo, da je mesto priložnosti? Ja, ravno kar sem prišel iz Ljubljane, moram priznati, da se tukaj v Velenju počutim super in prav prijetna energija je in zelo fino. No, moram reči, da je prav popestrilo današnje jutro. Se pravi, da bo potem tudi dan lepši in bolj prijaznejši. Jaz sem prepričan. Ja, pred nami zelo pomemben in lahko bi rekli tudi naporen dan, tako da ta jutranji obisk Velenja mislim, da je dal energije za celoten dan. No, smo veseli. Ja. Kaj pomeni služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, če nam čisto s preprostimi besedami zdaj lahko razložite? Poglejte, naša služba, ki deluje seveda v okviru vlade in jo vodi minister, dr. Aleksander Jevšek, ki tudi vse poslušalce in poslušalke oziroma gledalke in gledalce danes lepo pozdravlja. Žal v studio ni mogel priti zaradi drugih obveznosti, ampak hočemo vedeti, naša služba skrbi za črpanje evropskih sredstev. Če povem po domače, Evropska unija zagotavlja iz svojega proračuna določena sredstva za celotno Evropo, ki skrbijo predvsem za to, da se prerasporeja iz tistih nekoliko bolj razvitih regij v manj razvite regije sredstva. Oziroma drugače povedano, da se skuša čim bolj izenačevati razvoj znotraj različnih regij v Evropski uniji. Ker kot vemo, Evropska unija v celoti ni enako razvita. Kaj to pomeni za Slovenijo? Zdaj je treba ves čas spremljati dogajanje. Poglejte, ravno danes smo pred pomembnim dogodkom, zato sem prej izpostavila, da je danes pomemben dan. Namreč danes v Slovenijo prihaja evropska komisarka, ki je pristojna za kohezijo, to se pravi komisarka pomeni kot neka ministrica na nivoju Evropske unije. Namreč danes bomo v Sloveniji podpisali sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko unijo za prihodnje finančno obdobje, se pravi za črpanje sredstev v prihodnem obdobju, v obdobju od 21 do 27. Morda bo kdo vprašal, kako je to prihodnje obdobje, se govorimo že o obdobju za nazaj, ampak tako je, vedno se ti sporazumi podpisujejo z nekoliko zamika, je pa res, da tokrat zamujamo preveč. Namreč, ko smo prišli nova ekipa 1. junija v urad, ni bilo narejeno praktično nič. Res tukaj gre na nek način črna pika, rdeči karton na prejšnje vladne strukture. Namreč večina evropskih držav je v tistem obdobju, se pravi v 1. junija, že odposlala v Bruselj ta tako imenovani partnerski sporazum. V Sloveniji ni bilo praktično usklajeno še z nobenim pomembnim deležnikom, ne z občinami, ne z ostalimi resorji, ne s civilno družbo in tako naprej. In nam je grozila izguba $500 milijarde. Namreč zaveza oziroma zahteva Evropske komisije je, da se do konca letošnjega leta sprejme partnerski sporazum in na to še program, ki pa je naslednji dokument in je podlaga kot nek izvedbeni načrt za črpanje teh sredstev. Gre pa za velika sredstva. Gre za 3,26 milijarde evrov sredstev, ki jih bomo lahko črpali do konca leta 2027. Kot ste rekli, se pravi obdobje 2021-2027. Kje bo podpis tega sporazuma danes? Podpis tega sporazuma bo danes na Ljubljanskem gradu. Čez nekaj ur pride v Slovenijo gospa komisarka Eliza Ferreira. Najprej odhajamo na sprejem k predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu, kjer bosta imela bilateralne pogovore in zraven bova prisostvovala tudi jaz in minister dr. Jevšek. Potem pa se odide na slavnostni sprejem in podpis pogodbe na Ljubljanski grad, kjer se bo srečala seveda tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Omenili ste ta sredstva, ki jih bo dobila Slovenija. Zdaj pa vprašanje, kako se delijo? Tako je. Zdaj najprej bi rad povedal, da mi v celoti nismo avtonomni pri delitvi teh sredstev, namreč obstajajo neka evropska pravila, na kakšen način je potrebno sredstva porabiti v skladu z nekimi direktivami. Je pa res, da gre za zelo veliko sredstev in da seveda skušamo
slediti nekim prioritetam te vlade, ne, ko sredstva razporejamo. In ravno to, ko sem govoril o programu, ki je trenutno tako rekoč tudi v ciljni ravnini, namreč prvi dokument je partnerski sporazum, potem pa je potrebno tudi do konca letošnjega leta uskladiti še program o partnerstvu, ki pa je nekoliko bolj konkreten od sporazuma. In ta program se bo danes obravnaval tudi na vladi Republike Slovenije. Tako da vse se dogaja tako rekoč danes. V najbolj intenzivnem dnevu ste me povabili v to oddajo. Najbolj intenzivnem dnevu za kohezijsko politiko. Skratka, morda na kratko predstavim, kaj so tiste prednostne naloge oziroma prednostna področja, kamor se bo denar usmerjal. Zdaj, prvi cilj politike oziroma prvo področje, ki je zelo pomembno, je tako imenovana pametna Evropa. Tukaj gre za pomoč gospodarstvu, inovacijska družba, povezovanje med znanostjo in gospodarstvom. Za to področje bo šlo 727 milijonov evrov. Za področje zelene Evrope, ki je ravno tako ena izmed prioritet te vlade, namreč vemo, da je ta prehod v nizko oziroma brezogljično družbo zelo pomemben, potrebno je skrbeti za okolje, potrebno je prestrukturirati energetiko in tako naprej. Za to področje bo šlo 793 milijonov evrov. Za bolj povezano Evropo, tukaj govorimo tudi o cestni infrastrukturi in tako naprej, bo šlo 511 milijonov evrov. Za te tako imenovane mehke vsebine, se pravi Evropski socialni sklad, bo šlo 741 milijonov evrov. Naj povem, da so tudi te vsebine zelo pomembne. Prejšnja vlada je sicer želela v celoti to vrstne zadeve izničiti in izpostavljati, da je pomembno zgolj vlaganje v beton, v infrastrukturne projekte, ampak tudi izobraževanja, tudi skrb za ranljive skupine in tako naprej so pomembne vsebine, ki jih Evropa podpira. Evropa bližje državljanom 85 milijonov evrov in pa cilj politike 6. Tukaj gre pa za specifiko tega programa novega in partnerskega sporazuma, ki se dotika neposredno vaše regije, se pravi regije Saša, je pa sklad za pravični prehod. Se pravi, kot vemo, se v vaši regiji zapirajo počasi premogovnik in iz tega vidika je potrebno nameniti posebno pozornost prestrukturiranju gospodarstva in zagotoviti enostavno povedano pravičen prehod, da ne bo regija zaradi tega prehoda trpela. Se pravi, samo za to področje se tokrat na novo namenja 248 milijonov evrov, s tem, da večina za vašo regijo, se pravi okoli 170 milijonov, 174 milijonov evrov in razlika za Zasavje. In to je novost in to so zelo pomembna razvojna sredstva za šaleško regijo. Se je pa vlagalo tako v prestrukturiranje oziroma pomoč malim in srednjim in tudi velikim podjetjem z dodano vrednostjo, da se jih bo skratka spodbujalo s finančnimi injekcijami. Hkrati se bo vlagalo sredstva v prestrukturiranje delovne sile in pa v spodbujanje daljinskega ogrevanja oziroma prehoda v regiji, ker vemo, da je trenutno celotno ogrevanje v regiji vezano na TEŠ 6. Skušalo se bo spodbujati to daljinsko ogrevanje in pa še en konkreten projekt, ki ga bo vodila mestna občina Velenje, gre pa za vzpostavitev centra prihodnosti. Gospod Marko Koprivc, vas bom kar takole povprašala. Zelo pomembno je, da greste iz Ljubljane na teren. Vi ste ves čas v stiku z ljudmi, se pogovarjate z lokalnimi skupnostmi, z ljudmi. Kaj pravzaprav določeno območje v Sloveniji potrebuje? Ja, poglejte, to ste prav izpostavili, to je zelo pomembno. Namreč tak resor, kot je ta resor za kohezijsko politiko, voditi iz ljubljanskih soban je nemogoče oziroma ne more biti nekega rezultata in zato je tudi minister ob nastopu mandata, seveda skupaj s celotno ekipo, izpostavil, da bo čim več, kar se da na terenu, da bo v stiku z občinami, da bo v stiku z vsemi ključnimi akterji, tako s civilno družbo kot regijami in vsemi ostalimi. In edino na ta način lahko denar res pride do tistih, ki ga dejansko potrebujejo, oziroma je lahko ta denar usmerjen v razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade je bil pred časom tukaj na premogovniku Velenje, obiskal je mestno občino Velenje, govoril o prestrukturiranju, zeleni preobrazbi in tudi minister dr. Aleksandar Jevšek ima te izkušnje, glede na to, da je bil župan mestne občine Murska Sobota. Absolutno, absolutno. In te izkušnje kot župana so neprecenljive in iz tega vidika
je absolutno smiselno, da je nek človek, ki je operativc in ki ima dejansko izkušnje iz terena na taki poziciji. Hitra akcija, ne? Točno to. Ja. Drugače ne gre. Omenili ste, koliko sredstev bo dobila Šaleška dolina, ne? Ljudje tukaj morda v negotovosti, zapiranje premogovnika letnica 2033. Kaj to pomeni tudi za delovne sile, za ljudi, za preobrazbo? No, poglejte, sej zato pa pravim, da so ta sredstva nujno potrebna in še premalo jih je, ne? Poleg teh sredstev bo zagotovo tukaj tudi država morala in tudi v postopku je sprejem 2 zakonov vezanih na ta tako imenovani prehod, ne, oziroma zapiranje rudnika in tukaj bo sigurno ena izmed prioritet vlade, da se regiji pomaga, da bo čim manj občutila pač te velike spremembe, ne. Konec koncev je tukaj veliko ljudi zaposlenih na teh področjih in iz tega vidika bodo spremembe za regijo velike in zato še enkrat poudarjam, sredstva bodo namenjena za prestrukturiranje delovnih mest, za morda pomoč gospodarstvu v smislu, da se lahko neke nove panoge začne izvajati, ki do zdaj morda niso bile značilne za to regijo in vse to se bo lahko zagotovilo tudi s temi sredstvi iz sklada za pravični prehod, ki je, ponavljam še enkrat, v Sloveniji prvič prisoten. In kako torej poteka črpanje evropskih sredstev, če bi zdaj povedali čisto na kratko? Čisto konkretno. Mi bomo pripravili, zdaj govorimo za novo perspektivo, ta program, znotraj katerega bomo po teh ciljih prednostnih politik, ki sem jih naštel, pripravili pač cilje politik za konkretne razpise, seveda skupaj z resornimi ministrstvi. Naj poudarim, gre za izrazito horizontalno delo. Mi nobenih vsebin ne pripravljamo sami. Mi pripravljamo vse skupaj z resornimi ministrstvi. Se pravi, ko govorimo o obnovljivih virih energije, vsebino pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Ko govorimo o pomoči gospodarstvu, pripravlja vsebine Ministrstvo za gospodarski razvoj. Ko govorimo o nekih mehkih vsebinah ali pa o izgradnji novih domov za starejše občane, to pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. No, ampak da konkretno ponazorim, kako to izgleda. Program bo podlaga za konkretne projekte. Ministrstva bodo pripravila konkretne javne razpise, javne pozive, na katere se bodo lahko prijavili tako lokalne skupnosti kot razna podjetja in številne organizacije, odvisno do razpisa. Poleg tega pa obstajajo tudi neki tako imenovani teritorialni oziroma lokalni, regionalni mehanizmi. Tukaj govorimo o CTN-jih, ki je predvsem so sredstva za mestne občine in pa DRR-jih, ki so namenjena ostalim občinam, so pa neposredni upravičenci občine. Zdaj, če vas pravilno razumem, to je treba hitro odreagirati, ne? Tako kot ste omenili, posamezna podjetja, inštitucije, lokalna skupnost, da sodelujejo z ministrstvi in potem vse ta papirnata vojna, kot rečemo, je tukaj veliko teh papirnatih zadev. Ja, mi se tudi trudimo, ker vemo, ne, da vsak, ko se sliši ime kohezijska politika, vsi pomislijo na neko birokracijo, na komplikacije, kako pripraviti razpise, kako potem poročati in tako naprej. Mi se maksimalno trudimo, da bi se ta papirologija in birokracija čim bolj zmanjšala. Naj povem kot primer, da se bo v prihodnji perspektivi ne bo več kontroliralo vsakega projekta v celoti posebej, ampak se bo delalo kot neke take pilotne preverbe. No, to je na primer ena izmed poenostavitev. Smo pa tukaj tudi mi maksimalno na voljo vsem občinam in vsem upravičencem, da jim pač s svojim znanjem imamo številne res visoko kvalificirane delavce na našem uradu in tudi tukaj velika zahvala vsem njim, ki zadnje tedne in mesece trpijo in delajo od jutra do večera zaradi priprav vseh teh dokumentov. Pač ti ljudje bodo z veseljem pomagali in jaz sem siguren, da bomo tudi tukaj naredili korak naprej. Je pa res, da ni vse v naših rokah, ker so določena pravila, ki jih postavlja Evropska unija. Evropa, ne, ja. Ja. Ampak vse se da, če je volja, če je tudi tista prava pot začrtana v našem življenju. Točno to, če je prava pot in če gledamo na stvari pozitivno in z neko dobro voljo in optimizmom. Ne? In jaz, ko sem prišel na resor in sem videl, da ni narejeno nič, sem rekel, ne bomo kritizirali, ne bomo jamrali, ampak zavihajmo rokave in uspeli bomo. In jaz mislim, da je danes en pomemben mejnik, ko bo Evropska komisarka
skupaj z našim ministrom podpisala sporazum o partnerstvu vreden 3,25 milijarde evrov. Jaz mislim, da so to res zelo pomembna razvojna sredstva za Slovenijo in jaz se bojim, moram povedati, da če ne bi prišlo do spremembe oblasti, bi vsaj tisto prvo tranšo, se pravi 0,5 milijarde evrov najverjetneje izgubili. Ker ključ do uspeha pa je pogovora, veste. Še enkrat bi povedal, to je izrazito horizontalno področje in brez sodelovanja, z izključevanjem civilne družbe, z izključevanjem določenih pomembnih akterjev v znanosti, v lokalni skupnosti, ne bomo prišli nikamor. V sodelovanju je pa moč in v sodelovanju sem siguren, da pridemo lahko do odličnih rezultatov. Se veselite današnjega dne, a se sploh zavedamo Slovenci, kaj to pomeni, ta denar, ta sredstva? Se veselim, nekoliko sem pod adrenalinom, ker so zelo pomembne zadeve pred nami, ampak jaz sem siguren, da bo dan zelo prijeten, da ga bomo v prijetni družbi zvečer zaključili na Ljubljanskem gradu. Saj veste, kaj pravimo, pojutro se dan pozna. Točno tako. Ja. In jutro je bilo danes zelo prijetno, tako da hvala lepa za enako. Kaj vas še čaka zdaj v bližnji prihodnosti, poleg tega, kar sva danes govorila? Bi še kaj posebej izpostavili? Ja, veste, kaj je še zelo pomembno, ne? Kot rečeno, po novem letu bomo začeli s konkretnimi javnimi razpisi in izvajanjem projektov iz teh sredstev, ampak hkrati pa zaključujemo prejšnjo finančno perspektivo, namreč do konca leta 2023 moramo počrpati vsa sredstva iz tako rekoč zaključujoče finančne perspektive in tudi tukaj imamo kar nekaj izzivov. Namreč naš cilj je, da seveda sredstva uporabimo v celoti. Nekaj je še, bi temu rekli, tveganih projektov, za katere se moramo v naslednjih tednih odločiti oziroma oceniti, ali je realna izvedba, ali je bolje ta denar pač pretransformirati v druge projekte, ki bodo zagotovo izvedeni. Vsekakor je pa škoda vsakega evra, ki ga ne bi smiselno uporabili. Lepa hvala za vse podatke, ki ste nam jih posredovali in pa res želimo iz srca uspešen delovni dan. Hvala lepa.